Na svetovni dan brez tobaka je pri založbi Umko izšla knjiga Zlati holokaust ameriškega zgodovinarja znanosti Roberta Proctorja. Danes se bom sprehodila z Luko Šolmajerjem, ki je avtor spremne besede in pobudnik prevoda knjige v slovenščino. Luka, zakaj tak naslov in o čem je knjiga? Ta naslov je iz dveh razlogov. Kot prvo, zlati se nanaša na zlati list, tako kot so nekoč poimenovali tobačne liste. Holokaust pa izraža pravzaprav neko velikansko katastrofo, saj vemo, da v Sloveniji 10 ljudi na dan umre zaradi kajenja. Vendar je večina ljudi precej ravnodušna oziroma se jim zdi to kar sprejemljivo na nek način. Se ne sprašujejo dovolj o tem. Ta knjiga je prva do zdaj, ki pojasni, kako se je to lahko zgodilo, ker uporablja prva do zdaj interne dokumente tobačne industrije. Kot prvo imamo interne dokumente, znanstvene ugotovitve medicine in drugih znanosti. Kot tretje, zaradi česar je ta knjiga neizpodbitna, pa je to, da tudi avtorja niso nikoli tožili zaradi česarkoli. Torej se vsi zavedamo, da je to vse res, kar piše. Pojasni se, da je cigareta načrtno zasnovana tako, da zasvoji uporabnika, je defekten izdelek in tudi polno prevarje. Predvsem je prevara filter, prevare so bile vrednosti nikotina in katrana, ki so jih navajali, prevare so vse namigovanja na manjšo škodljivost izdelka in gre za precej poljudno in napeto zgodbo, kako je do tega sploh prišlo. V ZDA je knjiga dobila pomembno nagrado za najpomembnejšo knjigo političnega in družbenega življenja. V Franciji pa je dobila nagrado za najpomembnejšo knjigo z področja varovanja javnega zdravja. Zato vas toplo vabiva k branju.